Ok, v naslednjih nekaj minutah si bomo pogledali, kakšne imamo možnosti za nastavitve na naši spletni strani. In sicer vse te nastavitve, razen nastavitve teme, do katere bomo prišli malenkost kasneje, dobite tukaj pod Settings. Zdaj, pri vsakem temle spustnem meniju, ki se vam odpre, je večinoma enako, če kliknete na ime ali pa če kliknete na prvo možnost. Se pravi, lahko kliknete direktno na Settings in vam bo odprlo General. Se pravi, prva stvar, ki jo imamo tukaj, je naslov naše spletne strani. Se pravi, tukaj lahko tisti naslov, ko pride na glavno stran, bo najprej tole, moja nova spletna stran. Odvisno od teme, seveda lahko ta tekst uporablja, drugače pa v samem naslovu te spletne strani in se tudi recimo, ne vem, če gremo zdaj nekaj iskati v Google, naslov se pojavi tukaj. Tako da tele dve stvari definitivno si je fino zapomniti. Tukaj bi lahko recimo spremenili naš URL, če bi se želeli tukaj recimo, če gre za kakšno migracijo iz ene domene na drugo, pač to treba spremeniti. Naš administracijski e-mail naslov, se pravi vsi e-maili, ki bodo prišli z naše spletne strani, pridejo iz tega naslova. In pa to je tudi naslov za ta glavnega administratorja te strani, se pravi tisti prvi naslov, prvi e-mail, ki smo ga registrirali, je tukaj. Ena stvar, ki jo imamo tukaj, je možnost, da dodelimo, se pravi, da bi se lahko kdorkoli registriral na našo spletno stran. To lahko uporabljate, lahko ne. Se pravi, če želite, da se ljudje prijavljajo na vašo spletno stran, če bi recimo postavili si forum ali pa naprimer kakšno kopijo Facebooka, se pravi, vse te zadevščine imamo potem tukaj, se pravi, anyone can register in pa kakšen je njihov, bom rekel, dostop do spletne strani. Se pravi, pri subscriber, mi kot administrator imamo seveda na levi strani vse te možnosti. Imamo pa dosti bolj bom rekel, poenostavljene možnosti, kjer recimo, ne vem, contributor lahko recimo samo doda novico oziroma ureja svoje obstoječe novice. Medtem ko administrator seveda lahko dosti več. Ko boste zaključili z mojim predmetom, si lahko recimo tukaj v Site Language spremenite v slovenščino in boste imeli potem vso to navigacijo tudi v slovenščini. Vse, kar ne bo, v bistvu v slovenščini so tisti moduli, ki pač niso prevedeni, ampak osnovni WordPress z kar nekaj večjimi vtičniki je preveden v slovenščino. Če želite, lahko tukaj spremenite, kako je način, da se generira datum in pa način, kako se generira ura. Se pravi, tukaj na desni strani lahko recimo vidite, kako je tako imenovani time v PHP-ju, se pravi december z celo besedo je velik F. Številka, katera je J. Y je recimo leto z 4 znaki, medtem ko naprimer, tukaj nimamo majhen Y, naprimer je leto z 2. In pač vse to. Se pravi, tukaj si lahko točno, kako želimo imeti datum nastavljen in pa kako želimo imeti uro nastavljeno. In pa ena stvar, seveda, zato ker smo v Evropski uniji, se nam teden začne z ponedeljkom. Ena stvar, ki jo bomo tudi, ko bomo delali z našim v naslednjem srečanju, ko bomo pač postavili spletno stran, je recimo tale zelo pomembna nastavitev. In sicer, kaj se zgodi,
ko pride nekdo na glavno stran, se pravi moja domena.com. Default, ne, je seveda to, kar je bil WordPress originalno. Ne. Se pravi, WordPress je bil originalno blog sistem, se pravi, si prišel gor, ne, in ti je zrecitiral recimo, ne vem, 10 zadnjih objav. Ne. Zadnja je bila najvišje, 10. je bila najnižje. Ne. Ampak, ne, mi imamo tukaj tudi možnost tole, ne, se pravi statična stran, torej stran, ki jo generiramo tukaj pod Pages, ne, je lahko tista stran, na katero, ne, mi pridemo gor in se nam pokaže. Ne. Recimo, ne, če pokažem recimo mojo spletno stran, ne, se pravi imam statično spletno stran, ki pokaže potem pač neko vsebino. Ne. Se pravi, nimam novic, ampak imam galerijo in pa potem neko besedilo. In pa tukaj lahko spremenimo koliko, če bi želeli, ne, koliko zadnjih novic nam pokaže. Ne. Se pravi, tukaj homepage bi jaz zdaj recimo izbral eno izmed teh strani, kliknil na Save Changes in bi se potem ta stran pojavila med rezultati. In pa ena stvar, ne, če bi recimo želeli, ne, da se naša stran ne pojavlja v Google, ne, imamo tukaj to možnost, se pravi Discourage search engines from indexing this site. V kodo spletne strani bo to dodalo našo željo, ne, prosim, ne indeksiraj te strani. Ne, se pravi, spletna stran se potem ne bo pojavljala med rezultati v Google. Ena zelo pomembna stvar tukaj so permalinki. Ne. To smo sicer prej že nastavili, ko sem vam kazal, kako bi izgledale te povezave pri straneh. Ne. Se pravi, tukaj, ne, si jaz recimo v 80 ali pa 90% izberem tole. Ne. Se pravi, vitamini.si, poševnica, neka podstran. Ne. Se pravi, da ni vitamini.si, vprašaj pa je, ne vem, 1, 2, 3, 4, 5, ne, ampak da je lep naslov, ki se potem pojavi v Googlovih rezultatih, oziroma pač tudi že, ko uporabnik klika po navigaciji, ne, ima to isto stvar možnost pač dobiti. Ne. In tukaj imamo ogromno enih podatkov, ne, ki so, če bi želeli, ne, recimo tale month and name oziroma day and name, ne, ima najprej leto, potem ima mesec, potem ima dan, če bi želeli, bi recimo lahko še uro, pa minuto, pa sekundo objave, skratka ni da ni. Ne. In pa še ena stvar, ne, če uporabljamo kategorije, ne, se pravi tisto, kar smo gledali tukaj, ta hierarhična struktura, ne, se pravi, ne vem, recepti juhe, ne, se pravi, juhe so podelement receptov, ne, recepti so kategorija, bi lahko, ne, tukaj recimo spremenili, ne, category base, namesto da piše tukaj category, pa potem neka kategorija, ne, bi lahko spremenili v nekaj drugega. Ne. Jaz vam recimo na eni spletni strani, ko sem jo pač čez zahec naredil enkrat, ker sem najdel to domeno Frey, ne, se pravi, imam tukaj kup enih avtošol, ne, in tole so recimo kategorije, ne, mesta, v katerih se pojavi avtošola, ne, in če bi zdaj kliknil na tale Črnomelj, ne, imam jaz tukaj spremenjeno, da mi piše namesto category, mi piše mesto, ne, se pravi, imam avtošola.net, poševnica mesto, poševnica Črnomelj, ne, nekaj tako pač zelo uporabnega.